Danes elektrificiramo kombije in se ob tem vprašamo, za katere vrste kombijev je elektrika odlična rešitev in za katere ne. Potem pa stopimo v svet usnja, super urejenih in negovanih brat in ljudi, ki prisegajo na nostalgijo in imajo povsem različne zgodbe. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Danes se z elektriko podajamo med večja in težja vozila. In tam srečamo star problem. Masa, nosilnost, domet. Ampak, kot smo že večkrat ugotovili in povedali, v mestih logika deluje drugače in lahko tudi električna alternativa ponudi dobre rešitve. Ja, ampak še vedno pa so tudi tukaj potrebe in navade, ki jih je potrebno upoštevati. Recimo, ko smo ravno pri kombijih, Volkswagen ima v floti tudi recimo multivan, ki je namenjen aktivnejšim družinam, ki veliko potujejo in te nimajo časa, da bi se ubadale tudi s problemom polnjenja. Za te kupce zagotovo niso primerni električni kombi, so pa sodobni dizelsko gnani ali hibridni. No, avtomobilske tehnologije prihajajo tudi v svet kombijev. Danes jih bomo kar nekaj spoznali, začnimo pa z električnim kombijem ID. Buzz. Ko so pri Volkswagenu leta 2017 predstavili svojo električno prihodnost, se je zgodila klasična reakcija. Nekaterim so bili avtomobili všeč, drugim pač ne. A vsem ali pa vsaj večini je bila takoj všeč študija ID. Buzz, ki je spominjala na ikonični Volkswagenov kombi iz 60-ih let. Zdaj je študija postala realnost in ID. Buzz je ohranil ime, pa tudi večino oblikovnih značilnosti študije. Yeah, for us, already the ID. Buzz, we started the whole story in the Detroit Motor Show in 2017, where we showed first time the car, and we are glad to say that we managed to get most of the main character actually in reality. The difference is very little, and I can almost say we even improved some things to make it even more strong, more attractive. Če v notranjosti odmislimo voznikov in osrednji zaslon, ki sta znana že iz ostalih ID-ov, prinaša ID. Buzz verjetno najbolj razburljivo notranjost, kar so jih kadarkoli naredili pri Volkswagenu. So we're exciting to show you now the ID. Buzz, and of course we're exciting that the customer gets such an emotional car, and it's not only from outside but as well from inside. The perfect combination of attractive design and as well functionality. When you look at the materials, the way how it's divided, all the technique, and how is the division between the space and the, let's say, the good look, it's definitely very successful, and of course we are looking forward by each of our other cars to increase this special look and this, let's say, attractive appeal of our product. Včasih se zdi, da oblika obljublja več, kot potem v realnosti vožnja zares ponudi. No, ID. Buzz ni takšen avtomobil. Čeprav so baterije, pogonski sklop in električni motor koncernski in posledično že znani, je vožnja prijetna. Prvič zato, ker je ID. Buzz širino skoraj 2 metrov razkošno prostoren. Drugič pa zato, ker je voznikov položaj za volanskim obročem kombijevsko prijeten. Baterije so vgrajene v dnu avtomobila in s tem znižujejo težišče avtomobila. Posledično je nagibanja v ovinkih manj, kot bi ga od takega avtomobila pričakovali. ID. Buzz pa prinaša tudi 2 nova asistenčna sistema. Yeah, the first new feature of the Travel Assist is the assisted lane change. That helps the driver to change the lane on highways. So the driver just has to tap on the indicator, and if the neighbor lane is free, then Travel Assist will do the lane change by itself. Če je prvi sistem bolj podpiranje lenobe voznika, pa je drugi veliko bolj zanimiv. The second feature is the use of swarm data. So other cars are collecting data when they are driving on, for example, country roads, and then other cars can use this data for the lateral guidance, because when we don't have a middle lane marking, normally we can't use Travel Assist. And with the swarm data, we know where other cars are driving on this road, and then we can also drive with Travel Assist. O potniškem ID. Buzz bo na voljo tudi cargo različica.
Spredaj bo prostora za voznika in do 2 potnika, zadaj pa bo kar 3900 litrski prostor, kamor bo mogoče povsem enostavno postaviti tudi 2 Europaleti. A ker slednjih ni mogoče naložiti ob zadnjih dvižnih vratih, bo ID. Buzz Cargo doplačilno na voljo tudi z zadnjimi krilnimi vrati. Tudi v Sloveniji je oba modela že mogoče naročiti. Prvi kupci pa bodo lahko v svoj avto sedli v začetku leta 2023. Letošnje leto si bomo očitno zapomnili tudi po tem, da smo o energiji začeli govoriti drugače kot leto predtem. Predvsem so se iz kričečih naslovov in dnevnih pogovorov umaknila vprašanja okoljske politike in naredila prostor vprašanju, ali bomo za vse, kar nas poganja in obkroža, energijo sploh imeli. S tem je sporočilo današnjega časa postalo še bolj boleče jasno. Okolje lahko spet malo počaka. Zdaj so na vrsti bolj pomembne teme. Vojne in ekonomski interesi, pravzaprav obratno. Energetski interesi, tokrat tudi zeleno obarvani in posledično vojne. Oba koncepta urejanja družbenih odnosov in razmerij sta z okoljskega vidika slaba, škodljiva. Že od samega začetka je jasno, da pri reševanju okoljskih problematik ključni deležniki, gospodarstvo in politika, iščejo izhodne strategije, v katerih bi bilo moč doseči hkrati učinkovite okoljske rešitve in povečati dobiček in proizvodnjo. Zato pogled na Evropo ta trenutek ni najlepši. Nemčija se vrača k premogu, ostale velike evropske države pa pošiljajo svoje odslužene generale ali pa lobistične, lepo govoreče ambasadorje po afriških deželah. Iskat rudnine, plin ali pa karkoli pride prav. Prav veliko pa ni ostalo, saj so tam že Kitajci. Ni sicer izključeno, da nam sodobna tehnologija v prihodnosti ne omogoči sočasnega doseganja obeh ciljev, se pravi na eni strani visoko energetsko, okoljsko osveščenih ciljev in na drugi strani doseganje visokih ekonomskih učinkov. Ampak, kakor je videti danes, je na tehtnici okolje ali kapital, masa na strani kapitala. Multivan je sprožil veliko navdušenja, ampak tudi veliko razočaranja. Zakaj? No, poglejmo najprej nekaj izkušenj, ki smo jih nabrali na naših poletnih družinskih vandranjih. Najprej vam dokažemo, zakaj je bolj zanimiv tisti daljši multivan. Že na klasičnem enodnevnem izletu v hribe bo imela 6 potnikov, komaj da zadost prtljažnega prostora. Namreč prtljažnika je potem za komaj dolžino enega gojzarja. Na kombi sem preizkusil tudi v solo verziji, se pravi, da sem bil v njem samo jaz voznik, no tukaj med sedeže pa sem namestil moje kolo. In zlahka napišemo kljukico za tako početje. Predlagam pa, da se odločite rajši za pravo kljuko, za tako vlečno kljuko. Menimo, da je vredno. Predvsem, če boste z multivanom tovorili vaša kolesa. Kolesa na prtljažnih vratih so namreč pretežka, da bi jih zmogla dvigati elektrika. Vsekakor pa električni pomik vrat toplo priporočamo, še posebej za tista stranska, drsna vrata. Treba je razmisliti, kaj boš z odpadki, ki si jih prej pospravil v ta stranske predale v teh vratih. Namreč potem, ko se pač parkiraš, je do teh odpadkov kar težko prideti. Zaradi tega, ker so pač skrite tukaj vmes med vrati. In zdaj sem vam pokazal tudi to, zakaj je dobro imeti ta drsna vrata. Namreč zato, ker ta drsna vrata imajo blokado. Se pravi, če zaznajo, da je nekdo tukaj vmes med vrati, se pač preprosto ne zaprejo. Pikalovske opaske smo zaznali tudi glede zadnjih sedežev, glede odlagališč, glede mizic, pa tudi rekordno veliko panoramsko strešno okno nam je sprožilo mešane občutke. Poglejte naš 12-minutni test na našem YouTube kanalu, pa na portalu rtvslo.si. Na tem mestu pa pokomentiramo še hibridni pogon. Če se veliko vozite po avtocestah na daljše razdalje, potem bo verjetno res najbolj varna, najbolj optimalna, pa tudi najcenejša izbira dizelskega motorja. Avtocestna poraba je namreč pri tem velikem kombi hibridu visoka. Primer Ljubljana, slovenska obala, 10 litrov na 100 km. Dolge avtocestne vožnje pa so tudi edina prednost dizelskega motorja. Hibridni multivan
je namreč tudi z izpraznjeno baterijo dokaj varčen kombi. Ko je bencinskemu motorju pomagala samo elektrika, ki se je avto sproti pridelal med vožnjo, je bila na naših mestnih in primestnih vožnjah poraba komaj 5,5 litrov. To hvalimo. Seveda pa je smisel tega hibrida še zlasti v tem, da se lahko večino časa vozite tudi samo na elektriko, ki ste jo po noči v avto pretočili prek kabla, torej stroškom za bencin €0. In na to elektriko lahko poleti prevozite tudi do 50 km. Ampak poglejmo še en robni primer. Od doma sem se z popolnoma napolnjenim multivanom odpravil do 22 km oddaljenega jezerca v bližnjih hribih. In tja sem se pripeljal na eko način s popolnoma praznim multivanom. Ampak potem sem pri tem jezercu v času našega kopanja avtomobil uspel napolniti za 5 kW, dobrih 5 kWh v uri in pol. In to je zadostovalo, da smo se potem dol po klancu spustili in domov pripeljali spet popolnoma na elektriko. Seveda s kombinacijo tistega, kar smo napolnili na javni polnilnici in pa seveda s pomočjo rekuperacije. Ampak seveda, na koncu boste še vedno ugotovili, da ta avtomobil je drag. In pri tem seveda ne pomaga to, da boste na koncu ugotovili, da relativno ponudi zelo veliko za nekaj več dodatnega denarja, zelo veliko moderne tehnike, ki je recimo pri cenejših, bolj dostopnih kombih ne dobite. Tudi ne bo pomagalo, da boste ugotovili, da so se tudi tisti cenejši, manj tehnično prepričljivi kombiji zelo podražili. Žal bomo morali še enkrat ugotoviti, da živimo v časih, ko so avtomobili na splošno predragi. Ostanite z nami, po kratki pauzi spoznamo električni Megane E-Tech, potem pa gremo v stare čase, ampak malo drugače, kot smo prej jih obujali z Volkswagenovim ID.Buzzom. V katerem hipije nadomeščajo hipsteri, mi pa bomo sedli tudi na BMW R18, pri katerem pa stare rokerje nadomešča še starejši rokerji. Ja, kakorkoli že, rokerje so iz takega materiala, da se ne dajo. In s tem se to lažje. Danes predstavljamo posebno vrsto motociklov kruzerje. Ti so v marsičem specifični, ampak mi jih danes obravnavamo zato, ker je njihova priljubljenost v zadnjih letih strmo naraščala, analitiki pa pravijo, da v prihodnosti ne bo prav nič drugače. Eden glavnih ustanoviteljev tega razreda pa je seveda Harley Davidson. Da je Harley uspel tak velik met in da je postal mednarodno priznan in za marsikoga celo religija, pa je seveda potrebno spet pogledati onkraj luže. Tam so v težkih časih motoindustrije stopili skupaj filmska industrija Hollywooda, banke in pa seveda politika. Na čelu z Ronaldom Reaganom, ki se je celo osebno zavzel za znamko Harley Davidson. Razloge za veliko zanimanja za te motocikle zdaj pa lahko vidimo tudi v tistih v 50 letih, ko se je vse skupaj sploh začelo. Takrat so na te motorje sedli vojaki, ki so bili v drugi svetovni vojni in so Harleyje srečevali med vojno. Potem pa so imeli čas, denar, iskali pa so predvsem nekaj drugega. To pa iščejo tudi vozniki teh motociklov danes. Ker teh motorjev se ne kupuje zato, ker bi jih ljudje potrebovali. Za preproste prevoze bi si lahko kupili cenejše in enostavnejše. Ampak ti motocikli ne prinašajo zgolj vožnje, ampak tudi zgodbo. Na zgodbi torej vse skupaj stoji ali pa pade. In če kdo ima svojo avtentično, utemeljeno zgodovinsko zgodbo, potem je to zagotovo BMW. In prav zaradi tega smo obiskali Baško jezero, srečanje motoristov, kjer smo govorili z Maksimilijanom Renkom, po rodu Slovencem, sicer pa zadolženim za BMW-jevo dediščino pri BMW-ju. So it's not about the product itself, but it's about the history and the heritage of the brand and the meaning of the brand beyond the pure product. So for us, it was very important to make those bikes with a boxer engine. We know Harley Davidson, Indian, they use V2 engines. The Japanese brands try to, copy them.
but they have failed because they lacked the brand authenticity, the brand image. For us, our first bikes had boxer engines. The whole concept, the lines, the design, the layout, it roots back to 99 years to 1923 when we introduced the R32, our first motorcycle. You can see the same lines, the sloping frame, the hardtail style frame, the way the frame wraps around the rear hub. This is all found in our very first motorcycle. So we have our own authentic story and we wanted to show it in these bikes. So this is why, for example, we have the boxer engine. This is why we have the visible shaft drive in the back. These things are important. They are not just bling bling stuff. This is the basis of the product. If you look at those bikes, there is no plastic on the bike. So what looks like metal is metal. It's very important to us that the front fender, the rear fender, those are, even despite being heavier, these are true, genuine metal parts. The paints being applied, for example, the pinstriping being done by hand. It is a lost art that was only known to one remaining retired former employee of the Berlin plant, and we found that guy. And we asked him to teach young guys, they came in from tattooing or airbrushing, teach them the art of hand pinstriping, which is, it looks simple, but it's really, really difficult to get everything right. And those guys do it by hand. They just look at the tank and pinstripe with the brush in one stroke. There's no intersection, nothing. And this is really super, super cool to see. I mean, any robot could make a more precise hand pinstriping. But if you do it by hand, you know that there was a person involved who has been taught that art of pinstriping for months and years and has perfected this art. And this is what you can see, that small brush linings that are not totally homogeneous, but you see the small waves. This is what you buy into, the imperfection. If you start that bike, you can feel the bike shaking to the side just because of the brute force of the boxer engine. So this, you really, in the first second, you can feel this is a boxer engine. This feels different. This is our heritage. These are two cylinders moving side to side and rocking the bike. This is how our own brand identity and boxer identity comes to life. Pri tej vrsti motociklov si proizvajalci še posebej prizadevajo doseči dodano vrednost, ki včasih nima oprijemljive, uporabne vrednosti, ampak nekaj posebnega, nekaj več, zaradi česar so pripravljeni kupci plačati več. In to zato, ker si lastniki takšnih motociklov želijo biti cool. For us as BMW brand, it was difficult to understand for some because we have been very good at making the best technological bikes in the sense of the fastest bike on the racetrack, the best, quickest bike on the mountain pass. And it was always something you could measure as an engineer. But with this category, the main asset of a bike is coolness. Do I feel cool sitting on it? Do I feel cool riding it? Daljši pogovor z Maksimilijanom Renkom najdete na naših spletnih straneh, kjer smo poskušali pogledati tudi v prihodnost. Tudi pri motociklih obstaja zlato pravilo. Če bodo res uspeli, bo pokazal čas in pa njegovi kupci. Ta bo povedal tudi, ali so zares tako cool, kot so videti zdaj. Tega novega Megana, 5. Megana, električnega Megana, nas spremljajo zares visoka pričakovanja. In že na februarski prvi vožnji, ko smo se vozili s tem avtomobilom po Španiji, po Andaluziji, že takrat nismo skrivali, da ta avtomobil zares veliko teh visokih pričakovanj tudi izpolni. In tudi iz našega takratnega sogovornika je zares sevala samozavest. Ampak zdaj ta avtomobil vozimo tukaj po Sloveniji. 2 tedna smo ga zdaj vozili in ja, lahko potrdimo, da veliko teh visokih pričakovanj ta avtomobil tudi zares izpolni. In vsaj v 2 točkah je ta avtomobil bistveno boljši od svoje električne konkurence. No in ta električni Megan je zares tih. Krasen je, prijeten je in seveda vam bodo vsi trgovci z električnimi avtomobili rekli, da sej električni avtomobili so zares tihi. Ampak v praksi,
To je šele tisto, kar si želimo od tihega avtomobila. Druga prednost tega avtomobila, taka izrazita prednost tega avtomobila, pa je nizka poraba elektrike. 15 kWh, med 15 in 17 kWh je poraba pri tem avtomobilu na 100 km in ja, to je zelo, zelo dober podatek. Seveda boste rekli, ja, to je enostavno dosegati tako porabo, ko so temperature tako visoke, da se lahko kopalci v tem Kočevskem jezeru kopajo. Tudi drugi električni avtomobili prihajajo v teh temperaturah po 20 kWh. Ampak tisto, kar je posebno pri tem avtomobilu, je to, da se za porabo med 15 in 17 kWh ne potrebujemo tukaj prav nič truditi. Ni se treba voziti tako, kot se vozijo mnogi vozniki električnih avtomobilov danes. Pa še ena prednost je pri tem avtomobilu. Nekoliko bolj udoben od drugih električnih avtomobilov je. Ne butne takrat, ko zapeljamo čez kakšno luknjo ali čez grbino. In ja, verjetno ima tudi nekoliko nižja masa prste zraven. No in to nas seveda pripelje tudi do voznih lastnosti. No in po druženju na teh slovenskih ovinkih lahko povemo, da Renault Megane E-Tech še ni Cupra Born. Ko smo že pri vozniških užitkih. Užite ga je voziti tudi zaradi tega, ker ima ta avtomobil zelo direkten volan. Se pravi, v ovinku ni treba tako zelo ovinkariti, dovolj je malce levo, malce desno, pa avtomobil spelje vse možne ovinke. Preden pa poročamo, kakšen je Megane E-Tech v notranjosti, predlagam, da vzamemo telefon v roke in si avtomobil ohladimo, kar preko aplikacije na daljavo. Kar se prostornosti tiče, avto vsekakor je klasična družinska kombi limuzina, klasičen Megane. In k temu seveda tudi pomaga to dejstvo, da ima ta avtomobil tanjše baterije, se pravi bolj sproščene baterije kot pa recimo drugi električni avtomobili, s čimer nekako so dobili tisti občutek klasičnega avtomobila. No, tudi ta Megane je tukaj v kabini zelo, zelo digitalen, ampak do teh velikih zaslonov še pridemo. Zdaj bi opozoril na ta majhen zaslon, skozi katerega voznik gleda, kaj se dogaja za vozilom. In hitro v tej kabini postane jasno, zakaj so vgradili tukaj tak monitor. Ker se v tem avtomobilu nekako počutimo kot v tanku. Okna so zelo majhna, predvsem pa skozi tisto zadnje okne se skoraj da ne vidi. Tako zelo ozko in majhno je. In pojdite pogledati, kako zelo majhen brisalec je tam na zadnjih vratih. Ampak zdaj pa pridemo do tega velikega zaslona, ki ni samo pač zaslon, kot bi rekli infotainment. Tukaj je notri nekako vgrajen celoten Googleov operacijski sistem. Ta sistem dejansko vpliva na samo vožnjo, na delovanje asistenčnih sistemov, pa tudi na delovanje električnega pogona. Ampak kar se tiče tega infotainmenta, ne razumemo točno, zakaj bi nam ta avtomobil nekako prinašal neke posebne koristi. Ja, pa še to, da imamo tukaj že kar na tem Googlovem zemljevidu vgrajene recimo podatke, ki jih ima Google, se pravi, kje imamo kakšne trgovine, kje imamo kavarne, kje imamo restauracije, kje so polnilne črpalke, pri čemer naj dodamo, da vseh električnih polnilnic vendarle ta avtomobil oziroma Google ne pozna. In ja, Googlova asistentka zelo dobro razume našo angleščino in nam zna pomagati tudi s tem, da sama pobrska po Googlu. Ampak nekako se ne moremo otresti občutka, da to je nekaj, kar v resnici nam ponujajo tudi že druge avtomobilske znamke oziroma drugi operacijski sistemi, ki jih recimo lahko priklopimo v avtomobilski operacijski sistem. Naprimer, tudi Appleova Siri zna biti zelo, zelo ustrežljiva in nam pomagati na poti. Nekako še ne vidimo resne prednosti v tem, da je Renault v sam avtomobil vgradil prav ta Googlov operacijski sistem. Smisel vsega tega povezovanja Googlovega operacijskega sistema in pa avtomobilskega operacijskega sistema je resnično v tem, kako dobro sta povezane glede vožnje, kako dobro deluje avtomobil zaradi teh podatkov, ki jih dovaja Google. Ampak glede tega smo res še zelo na začetku. Vsekakor pa lahko rečemo, da bo prav ta integracija takih Googlovih podatkov v avtomobilsko delovanje krojila razvoj avtomobilske industrije v bližnji prihodnosti, predvsem pa v srednji in pa daljni prihodnosti.
To pomeni, da bomo o teh zadevah v avtomobilnosti še zelo veliko govorili. V avtomobilnosti smo se z motocikli do zdaj ukvarjali predvsem takrat, ko smo predstavljali nove tehnologije ali smo se posvečali napotkom za varno vožnjo z motorjem. No, motorje bomo zdaj bolj vključevali v našo oddajo, tudi s testi. Prvi bo že tale R18. Saj veste, da teste lahko najdete tudi na spletni strani rtvslo.si poševnica avtomobilnost ali pa na naši YouTube strani. No, oddaja pa bo z vami spet čez teden dni. Srečno!